sem Natalija Orešek in sem v knjižnici naše fakultete zaposlena kot bibliotekar. Na voljo sem vam za pomoč pri iskanju ustrezne literature, predvsem pa sem vam lahko v pomoč pri iskanju po specializiranih informacijskih in to ne samo po pravnih bazah. Že leta 1895 je dekan Harvardske pravne fakultete C.C. Langdell dejal, da je pravna knjižnica za pravnika kot laboratorij. Namreč zaradi tega, zato ker študenti prava nimate na voljo specializiranih laboratorijev, tako kot jih imajo na primer študenti na tehniških fakultetah, ki lahko tam utrjujejo svoje znanje. Ampak je knjižnica za vas tisto mesto, tisti laboratorij, kjer lahko najdete relevantne vire informacij, da ustvarite neko hipotezo, jo potrdite, oziroma da potrdite antitezo. In to ne samo zdaj, ko ste še študenti. Vaš poklic bo namreč od vas vedno vse življenje zahteval, da poiščete takšen vir informacij, ki bo verodostojen in pa relevanten. In prav to je cilj, za katerega si s premišljenim naborom fonda naše knjižnice prizadevamo tudi pri nas v naši knjižnici. Poiskati za vas tiste prave relevantne vire in vas vzbuditi strast. Strast po znanju, strast po reševanju pravnih problemov družbe in naše države. Nenazadnje to piše že na stavbi naše fakultete. Naša knjižnica je specializirana visokošolska knjižnica za potrebe študija pravnih ved in družboslovja in je v prvi vrsti namenjena rednim, izrednim in pa podiplomskim študentom in pa našemu pedagoškemu in pa znanstveno-raziskovalnemu osebju. Ampak vse pogosteje se naših storitev poslužujejo tudi tako imenovani zunanji uporabniki. To so pravni strokovnjaki iz pravosodja in gospodarstva, kar bi ste načeloma enkrat tudi vi. Ves čas uporabljamo besedno zvezo relevantni viri informacij. Kaj pa so relevantni viri informacij? Je to Google? Predstavljajte si, da ste, ne vem, srčni kirurg in so k vam poslali nekoga, ki ima neko nenavadno srčno napako. Boste informacijo poiskali o tem, kako operirati tega človeka, poiskali na Google. Načeloma mogoče prva pot bo ta, da boste odprli Google in boste vpisali nekšno napako. Ampak v resnici nič ni narobe s tem, da boste poiskali prvo informacijo tam na Google. Zaradi to, ker v začetku je vedno potrebno pridobiti vsaj nek osnovni pogled, problem. In Google v začetku je prava pot, ampak Google je pa tudi eno veliko smetišče, na katerem lahko najdemo kaj uporabnega, ali pa tudi ne. Pravijo, da če hočeš neko stvar skriti, je skrit na drugo stran Google, da je tam nišče ne pogleda. Naslednji relevantni vir informacij je to Wikipedija. Mogoče veste, kdo ustvarja vsebine na Wikipediji. Resnično, vsak posameznik. Wikipedijo lahko piševa o problemih kvantne fizike ali pa o operaciji te nenavadne srčne napake jaz, ti ali pa Francis Dupleka. Je torej Wikipedija relevanten vir informacij? Kaj pa Google Scholar oziroma Google učenjak? Načeloma je to že pravilnejša pot. Zaradi tega zato, ker Google Scholar služi za iskanje člankov, dizertacij, knjig, poročil iz različnih virov, ki jih indeksira Google. Vsebine jemlje od založnikov, iz arhivov odprtega dostopa, iz raznih spletnih mest akademskih institucij
In iskanje poteka tudi po citirani literaturi. Ampak najbolj relevanten vir informacij pa so ponavadi plačljive specializirane baze. To so baze, ki jih ustvarjajo kompetentni strokovnjaki in do kar nekaj teh baz imamo dostop tudi iz prostorov pravne fakultete. Ampak za koordinacijo pri nakupu teh baz in pa za oddaljeni dostop skrbi pa univerzitetna knjižnica. In tukaj je Miloš, ki vam bo povedal, do katerih baz imamo dostop in kako lahko dostopamo. Moje Miloš Petrovič, delam v Zetni knjižnici, nekoč davno sem študiral mednarodne odnose, ampak 35 let že delam v knjižničar. Malo smo si razdelili ti naši naloge danes, da bomo kar malo krožili kot Miša v žaru. Malo jaz, malo Natalija, malo spet jaz, malo Jerneja, profesor Holcman je svoj že povedal. Moja naloga je, da danes na osnovi svojih izkušenj, ker teorije, mislim, da je že dovolj profesor Holcman povedal, tudi Natalija vam povedala, česar se moje podržati, ker jaz zapisala vodila napisali naših zaključnih del. Pomembno pa je, da pri svojem delu, recimo, se srečujem z vami. Vi kot študenti prihajate k meni, mogoče tudi na tem poznam že. In na nek način se mi zdi, da poznam, kje so problemi in težave, ki vas zadevajo, kadar imate nek problem. Navadno so to bile seminarske naloge. Tokrat bo to neko zaključno delo, to diploma, magisterij ali celo doktorat. Problemi so podobni. Ampak gremo po vrsti. V prvem delu, da malo spoznamo bolj gled, vam predstavljam samo par teh osnovnih relevantnih virov, po katerih nali pravniki iskali informacije. Natalija je dobro prepovedala o Google in Google Scholarju. Nič ni slabega, ampak zgledati se morate na varnosti, predvsem na varnosti. Dobro, da začel naprej. Kdo pozna COBISS? Oziroma, kdo ga ne pozna? Vsi poznate COBISS. Kaj pa Umnik? Umnik je že malo bolj tretji. Umnik počiva na naši spletni strani, to je Zetne knjižnice Maribor, in vsebuje vse knjige, ki se nahajajo v katalogu Univerzitetne knjižnice Maribor in pa vse, tako rekoč vse elektronske publikacije oziroma znanstvene članke, ki se nahajajo v naših podatkovnih bazah. Na naši spletni strani bodo našli tudi zavige elektronskih viri, kjer so vse te posamezne baze navedene. Med drugim tudi Time Online in Veslo, ki ga imamo od letos. Ena izmed baz za tiste, ki se bodo ukvarjali z evropskim pravom, je Eurolex in je brezplačno dostopen. In pa za pravnike zelo dobra in pomembna baza slovenska JusInfo. Malo kasneje bom vsake nekaj povedal. Torej, kot sem rekel, vsebuje katalog in večina elektronskih virov, kar je pomembno. In tu je največ težav. Ne vem, koliko vas je rednih študentov, koliko vas nima statusa. Slišal sem, da tudi tisti, ki nimate statusa, da boste lahko se vpisali v knjižnice in pridobili na nek način uporabniško ime in geslo, ki bo potrebno za dostop do umnika. Je kdo, ki nima statusa, pa nima dostopa? Ja, nekaj se. Zato predlagam, da se boste obrnili tam na Natalijo v knjižnici, kjer si boste to uredili. Uporabniško ime bo sestavljeno iz UKM, številka vaše izkaznice, apna, ligrom.si in gesla, ki je vezano na geslo v COBISS. Če uporabljate COBISS, pa imate geslo za košarico, oziroma dostop od doma, da si lahko razvijate gradivo, je to isto geslo, ki lahko tudi uporabljate. To je zelo pomembno. Mnogo ljudi namreč zamenja to z oddaljenim dostopom do računalnika v službi ali pa tako naprej. Torej, to se da zapomniti, to bomo ponovili še enkrat na koncu. Torej, ko boste enkrat v tem umniku, potem ga vam pokazal, da vam samo teorija,
preskočite tisto Google polje. Na začetku na naši spletni strani boste videli, tako da Google vidi eno iskalno polje, katero lahko vnesete iskalni izrastne. In vi boste vnesli recimo noter na kazensko pravni in tako naprej. In boste kliknili in boste dobili tako kot pri Google ne vem koliko tisoč zadetkov, ki vam ne bojo pomenili nič. Ne. Krajšnica je, takoj pojdite na napredno iskanje. Zakaj? Pri naprednem iskanju vi približno veste, kaj iščete. Veste, da iščete literaturo, ki je šla recimo v zadnjih 5 letih. Se pravi, lahko omejite to časovno. Veste, da ne potrebujete vsega, kar zadeva, kot recimo mednarodno pravo, ampak raje tako posebej pomorsko ali pa neko posebno vrsto, lahko omejite glede na temo. Potem lahko omejite glede na vrste virov. Predlagam vam, da v umniku ne iščete domačih knjig, ne iščete slovenskih knjig, zato imate popis. V umniku iščete tuje knjige, tudi elektronske knjige, imamo 120 000 elektronskih knjige v umniku. Nekaj tisoč jih je z področja prava. In pa predvsem znanstvene članke, ki se nahajajo v bazah. To je glavni moment umnika. Rekli smo časovno umnika. In pa z iskanjem želite dobiti nek tekst, nek poln tekst. V teh bazah se nahajajo tudi samo tako imenovane bibliografske. Se pravi, imate samo kratek opis, da je tudi članek tega avtorja s tem naslovom, polnega teksta ni. Lahko tako omejite na polni tekst. In pa, poleg tega oddaljenega vstopa je še en tako imenovani, se registrirate, prijavite se v umnik sam. Kaj to pomeni? Ko ste na tej spletni strani naši, imate tudi možnost brezplačne registracije in s tem dobite dodatne funkcionalnosti. Kaj vam to omogoča? Omogoča vam, da vi, ko ste iskali neko literaturo, ste imeli neko iskalno strategijo, rekli ste, tako pravi, mednarodno pravo, od tega do tega časa, tako naprej. To lahko shranite. Lahko čez mesec dni ponovno poženete v novih člankih. Organizirate svoje raziskovanje v mape. Na voljo so vam mape, v katere shranjujete vse vaše iskanje. Te mape lahko delite z nekom drugim. Mogoče bo kdo od vas se odločil, pa bodo dva skupaj delate, skupinsko nalogo. Ne vem, koliko je to napravo možno, marsikaj je že recimo omogočeno. Ima vsak svoj del in si potem delite. Torej, shranite in obnovite tudi zgodovino iskanja. Dnes, ker boste ne vem koliko 10krat šli iskati neko literaturo, boste vedno pozabili, a sem zadnjič dal tale omejevalnik noter ali nisem. Vse to je shranjeno. Ustvarite si e-poštna opozorila za vire. Imate recimo neko revijo, ki jo spremljate, ali pa na neko tematiko in kadarkoli bo prišel na to vaša poizvedbo, nek nov članek, vas bo po elektronski pošti obvestilo, da je to se nahaja v vaši mapi. In pa dostopate lahko tudi od tome. Braj, to je teorija, mislim, da bo malo bolj jasno potem, ko bom pokazal to praktično. Eurolex bo samo omenil. Mislim, da vas večina pozna, da gre za bazo podatkov o evropski zakonodaji, kompletni, od nastanka Evropske unije naprej, z nacionalnimi naprej implementacijami. Torej, prijava v Eurolex je tudi brezplačna na tej spletni strani, tudi našo predstavitev, ki lahko dobili, če želite, in podobne stvari omogočate tudi enako shranjevanje, izvoz, citiranje in tako. Pomembnejša je tale, mogoče za vas, ker večina se bo verjetno ukvarjala za notranjim pravom. USIMPA. Tukaj se nahaja kompletna slovenska zakonodaja, odločbe sodišč, komentarji, tudi nekaj tega evropskega prava se nahaja, ampak izbrani deli, tako da za tiste, ki se ukvarjajo z evropskim pravom, predlagam vseeno, da uporabljajo Eurolex za uradne dokumente. Tukaj ne bo vsega našli. In kar je najbolj pomembno, to si malo morate preračunati. Študenti, to je ena redkih baz, ki ima zelo take oštre kriterije za dostop. Pri nas je dostopna v knjižnici samo za ene IP številke, samo za ene računalnika lahko dostopna. Imajo pa to možnost. Študenti in diplomanti slovenskih pravnih fakultet lahko že prijavi teme za diplomsko ali magistrsko doktorsko, zaprosijo za 6-mesečno brezplačno uporabo portala, če se seveda zavežete, da boste svojo nalogo potem oddali v njihov sistem. Če boste si izračunali, da imate do diplomiranja magisterija obrambe 6 mesecev, to izkoristite.
To vam bo mnogo čemu olajšalo. Dosti krat so zakoni s komentarjem v knjižnicah sposojeni, da boste prišli do njih. To se boste veseli za računalnikov kluma, ki boste imeli. To. Za tak podes prvega dela bi sam tukaj omenjal eno aplikacijo Browzin, ki jo imamo od lanskega leta v naši knjižnici. Je v bistvu ena taka simpatična aplikacija, ki večina naših znanstvenih časopisov prikaže na tak način trafike. Tudi to lahko pokažem. Če boste hit tiskali, ker imate računalnik, browzin.com v vaš naslovno vrstica, bi vam moralo pokazati našo univerzo Maribor in naše regije, ki so na razpolago. Torej, to je naša spletna stran, naslovna spletna stran. In tam, na tem portu od skoraj, to je tale Google vrstica, ki se rekel, da jo lahko preskočite, od spodaj imate napredno iskanje. Gledajte neposredno na napredno iskanje, kjer imate zdaj kjede, kako se rekel, če date nek izraz, ki ga iščete, lahko izberete, kje naj išče. Želite, da je to v naslovu, ali je to v celotnem besedilu, kar pomeni seveda, če se ta besedna zveza nahaja v naslovu, boste dobili manj zadetkov, da če se nahaja nekje v tekstu. In potem imate, pri tem, da smo zaznali to, tukaj so pa omejevalniki. Se pravi, vas zanima pravo, vas zanima celotno besedilo, da je recenzirana, se pravi, da je znanstveni časopis in jeziki, ki vas zanimajo. Po umniku bi načeloma lahko iskali v več jezikih, ampak tega počnika. Angliščina je, nažalost, jezik večine podatkovnih baz, večine tih štampov, nekaj je tudi sicer nemškega, zelo malo francoskega, slovenskega, kako je počinu. Vsaka baza je za nekaj dobra in potem to isto po izvedbo, če poženete, da ste dobili tole. Ja? Pokazano je, kjer se nahaja celotno besedilo. Se pravi, kadar ste na IP univerze, boste dobili takoj, kot se ne se nič prijavlja. Od doma boste morali uporabiti tisti oddaljni dostop, ki se prepovedal. Se pravi, UKM.številka naše izkaznice in pa naprej. Prijava tukaj od zgoraj je pa ta druga prijava, ko sem rekel, v tistem kotu od zgoraj, kjer si tudi brezplačno registracijo pridobite naslednje. Tako, da se jaz se prijavil, sistem je zdaj pozna, grem v svojo mapo. Torej, tukaj na levi strani vidite, moja mapa vsebuje kaj lahko, slike, članke, videoposnetke, elektronske knjige, kaj imam izposojeno, rezervacije, popombe, druge video vsebin in lahko si dodajam nekaj, od spodaj, kot vidite, različne mape, še dodatno, da si recimo, kadar delate proizvedbe, da si shranjujete tematsko. Imate en del, ki imate splošne proizvedbe, en del, ki imate članke, ki so neki specifični del zadevajo in tako naprej. Vse skupaj, tole recimo so pa video knjige, to so pa elektronske knjige, ki so na voljo. Kasneje vam v tistem drugem delu vam še povedal, kaj potrebujete, da lahko te elektronske knjige si sposodite v sistemu. Oboje zahteva samo brezplačno registracijo na Adobe strani, da gre za v bistvu en program, ki ima zvezo z DRM, Digital Right Management, kot pravica. Ampak pravi, to ni tako. Tukaj si tudi nastavite osnovne parametre, nastavitve, tukaj se jezik, na kak način želite, da se rezultati predstavijo. Lahko izberete čist kratek način, da je samo avtor naslov, lahko je to daljše, da naše abstrakt, oziroma povzetek, v kolikih stolpcih, in pa izvoz v citatni način, po tistem, za tistega, ki ga morate imeti. V vašem primeru, ko povemo to APA-stil, za citiranje. Dobro, to je mogoče tole, da pa še samo da pogledamo tole našo aplikacijo.
Kako to izgleda? Ko se prijavite, imate meni na levi strani, kjer izbirate tematsko področje, na kateri se nahajajo revije. Za vas so zanimive tele, predvsem Law and Legal Studies. Vidite, če lahko vidite, seveda. So posamezne revije, njihove naslovnice. Tole recimo American Business Law Journal. Pokliknete na njega, dobite zadnje številko in povezavo te revije. Članki. Vsi ti članki se dostopno do polnih tekstov. S klikom na to, si ga potegnete na svoj računalnik, ker imate polni tekst. Predstavljam vam bom tuje informacijske vire z področja prava, do katerih lahko dostopamo pri nas na naši fakulteti. Začnimo z virom, ki ga imamo dostopnega šele nekaj dni. To je baza Westlaw. Informacijski vir Westlaw združuje dva produkta. Westlaw UK in pa Westlaw Next. Westlaw UK pokriva področje angleškega prava in pa Evropske unije. Westlaw Next oziroma Westlaw International, kot tudi z drugimi besedami rečemo, pa vsebuje pravno gradivo, zakonodajo, sodne primere, ki pokrivajo države, kako bi rekla, skoraj cel svet, Avstralijo, Kanado, Evropsko unijo, Hong Kong, ZDA. Torej, če pišete vašo diplomsko oziroma zaključno nalogo, v katerih uporabljate primerjavo našega sistema s katerim od angleških ali pa evropskih sistemov oziroma avstralski, kanadski, ameriški sistem, je ta baza priporočljiva za vas. Naslednja baza, do katere imamo dostop, je potem baza Hein Online, ki prav tako pokriva pravne vire iz Amerike, Kanade in pa Anglije, torej pokriva ameriško, kanadsko in angleško pravno področje. Zato, ker se slovenski sistem pravni močno naslanja na nemški pravni sistem, imamo v knjižnici dostop tudi do baze Back Online. Ta pokriva področje Nemčije, nemške pravne zakonodaje in nemških pravnih sodnih primerov. In če smo že začeli z bazo, ki smo jo pravkar naročili, še končajmo z njo. Baza RDB je baza, ki pa pokriva avstrijsko pravno področje. Bomo pa opisali na kratko vsako bazo posebej. Torej, baza Westlaw imamo dostop do opcije Academic Library. To je torej pravni informacijski vir, ki omogoča iskanje po Westlaw UK oziroma Westlaw Next. Torej, vsebuje dokumenta z področja angleškega prava in pravno gradivo iz Evropske unije, torej Westlaw UK oziroma Westlaw Next. Vsebuje pravno gradivo, zakonodajo, sodne primere, razprave in članke, ki pokrivajo pravno področje Avstralije, Kanade, Evropske unije, Hong Konga, ZDA. Gradnik te baze je Thomson Reuters Westlaw. Thomson Reuters je načeloma poznamo po tem, da je to gradnik baze Web of Science. Web of Science je ena izmed najboljših pravnih baz, pravzaprav ne samo pravnih baz, ampak znanstvenih baz, ki pokriva vsebino približno 10,000 znanstvenih revij iz vseh znanstvenih disciplin. Do baze Westlaw imamo omogočen oddaljeni dostop, torej to, kar je prej govoril tudi Miloš. Načeloma to pomeni, da se lahko za dostop do baze registrirate, torej bazo lahko iščete po tej bazi tudi od doma. Je pa problem v tem, zato ker baza ni vključena v umnik. Kar pomeni, da morate po bazi iskati posebej. Umnik je torej orodje, ki vam omogoča iskanje po vseh ostalih bazah, razen po tej bazi. Dostop do baze imajo vse fakultete, ki so članice Univerze v Mariboru.
Naslednji vir je Hein Online. To je prvovrstna pravna podatkovna zbirka, omogoča dostop do pravnih in s pravom povezanih ameriških, kanadskih in pa britanskih znanstvenih in strokovnih publikacij v polnem besedilu. V tej bazi lahko najdete preko 25,000 pravnih razprav, US Reports od leta 1754 naprej, pokriva tudi zgodovinske sodne procese, predvsem torej ameriške, kanadske in britanske. Od 18. stoletja dalje v polnem besedilu so dostopni tudi pravni klasiki iz 18. in 19. stoletja in pa tudi ameriška, kanadska in pa angleška sodna praksa, njihove pogodbe in pa pravni primeri. Do baze imamo, torej, je možen oddaljeni dostop, torej tudi od doma. Vsebina je indeksirana v Omniku, kar pomeni, da kako hitro boste iskali po Omniku, boste dobili tudi zadetke iz baze Hein Online. In pa dostop do baze imate iz katerekoli knjižnice oziroma odkoderkoli iz stavb Univerze v Mariboru in pa seveda tudi od doma, zaradi tega, ker je do baze omogočen torej oddaljeni dostop. Torej, prej smo že rekli, slovenski pravni sistem se naslanja na nemškega, zato je Back Online tista pravna baza, ki pokriva področje Nemčije, torej nemške aktualne zakonodaje. Imamo dostop do več kot 500 priročnikov, leksikonov, komentarjev v polnem besedilu, pa dostop do več kot 90 strokovnih in znanstvenih revij, ki jih gradi največji nemški založnik pravne literature, to je založba Beck. Prav tako pa je v bazi lahko najdete tudi nemško sodno prakso in pravna mnenja. Do baze ni omogočen oddaljeni dostop, prav tako vsebina ni indeksirana v bazi Omnik. Lahko pa do baze dostopate odkoderkoli iz stavbe pravne fakultete. Načeloma preko eDoroma deluje, ampak morate biti prav povezani v eDorom. Načeloma pa deluje dostop iz vseh računalnikov, ki so fizično locirani v stavbi pravne fakultete. Naslednja baza je torej za tiste, ki se naslanjate na avstrijsko pravno področje in pokriva vse od delovnega prava do civilnega prava, torej vsa področja. Tukaj tudi boste našli avstrijsko zakonodajo, aktualno in pa nekdanjo, članke, poglavje v knjigah, priročnikih največjega avstrijskega založnika pravne literature, ki je založba Manz, pa tudi v drugih do avstrijske sodne prakse in pa ponujajo tudi neke vrste IUSinfo, ampak pač avstrijski IUSinfo, torej portal aktualnih pravnih novic, povzetko veljavnih sodnih odložb. Žal tudi do tega ni omogočen oddaljeni dostop, prav tako vsebina ni indeksirana v Omniku, je pa dostop omogočen iz stavbe pravne fakultete, kadarkoli. Vsa zaključna dela na naši pravni fakulteti morajo biti pripravljena v skladu z navodili, ki veljajo za pisanje zaključnih del na posamezni stopnji študija. Dokler ne bo določeno drugače in se bodo sprejela nova pravila, kar sem že prej rekla, približno v roku 2 mesecev, za vas vedno veljajo še ta navodila, ki so dostopna na spletnih straneh naše fakultete in veljajo za posamezno stopnjo študija. Kakih pa poiščemo, greste pač na spletno stran, na naš začetni zaslon pravne fakultete in tam imate, recimo, ne vem, za magistrski študijski program, recimo kliknete se boste preselili na spletno stran naše fakultete.
A zdaj, ta navodila bodo bistveno drugačna od obstoječi? Ne bodo bistveno drugačna. Zdaj mi, ko začnemo pisati to enkrat maja, septembra bomo diplomirali, vmes bomo že mogli prilagoditi novim? Prilagoditi novim pravilom, novim navodilom. Načeloma bo, recimo, ena izmed razlik bo zanesljivo ta, da več na naslovni strani ne bo napisane številke indeksa. Zaradi tega, ker je to kao v nasprotju z osebnimi podatki. Torej, če recimo to spletna stran magistrskega študijskega programa druge stopnje pravo, imate tukaj navodila za izdelavo magistrskega dela, torej vse o magistrskem delu, in imate potem tukaj tudi navodila za izdelavo magistrskega dela. In tukaj je recimo napisano, kakšna naj bo, torej, kakšna se naj uporablja pisava za zunanjo in notranjo naslovno stran, da se naj uporablja pisava Tahoma, za preostanek magistrskega dela pa lahko študent pisavo izbira poljubno, kakšne naj bojo stranski robovi 3 cm, zgornji spodnji rob 2,5 cm, kakšna naj bo zunanja naslovna stran, kakšne barve naj bo vezava, torej temno modro platno, kakšna naj bo notranja naslovna stran, kaj naj vsebuje kazala. In tako je potem načeloma za vsako izmed stopnj študija. Torej tukaj imate, ne vem, za univerzitetni študijski program prve stopnje pravo, imate tukaj potem diplomsko delo in potem navodila za izdelavo, navodila za izdelavo diplomskega dela, prav tako. Torej, ta osnovna pravila, ki veljajo v tem trenutku za izdelavo diplomskega dela na pravni fakulteti. Ampak največ nejasnosti je v resnici na tretji, zadnji stopnji doktorskega študija. Mogoče kdo od vas pripravlja doktorsko dizertacijo? Ni vas, mogoče še boste. V bistvu mora takrat vsak bodoči doktorant pripraviti preverbo dizertabilnosti, ki je v resnici namenjena temu, da vsak avtor sam preveri, koliko je z njegovega področja že bilo objavljeno in kaj je objavljeno, torej v kateri smeri gre do raziskave. In prav zaradi tega je načeloma vedno priporočljivo, da si vsak avtor vse preverbe sam naredi. Tukaj je potem tudi seznam baz, v katerih narediti poizvedbo, torej najbolj priporočljiva baza ProQuest Dissertations, Web of Science, že prej omenjena, ki odredi tudi baza Westlaw, baza Hein Online, Beck Online, torej če imate nemško pravno področje, in pa RDB, če vas zanima avstrijsko pravno področje. Kako se lotiti zaključne naloge? Zato je na nek način res to, kaj pravim, zakaj je to najbolj zabavno. Prvič, to zapravo po 4 letih vašega študija, bodo zdaj vi imeli možnost, da povete, kaj mislite. Zdaj ste videli morali povedati tisto, kar je profesor že razslišati od nas. Zdaj je prilika, da kako kaže. Torej, kdo so glavni akterji? To je en taki trojček, študent, mentor, knjižničar. Kaj lahko vi kot študent pričakujete od enega ali od drugega? Po navadi je tu kar nekaj napačnih pričakovanj, ali pa prevelikih pričakovanj, da bi mentor naredil večino stvari, ker je pač pametnejši, pa tako naprej. Glavna naloga mentora je, da vas vodi, da vas usmerja, in glavna naloga knjižničarja je, da vam pomaga pri tem, da vam pove, kateri viri so relevantni, katere bazi so za vas pomembne in na kak način po teh virih iskati. Tisto na zadnjem mestu je, ko večina pravzaprav pošljem vprašanje, če mu poiščem nekaj na temo. To moram reči, da ne pelje pravzaprav daleč, ker jaz vam lahko poiščem nekaj na temo. Ampak v tem vsak dan pošiljate isto vprašanje, pošljete mi še malo to na temo, malo ono na temo na koncu, boste poskušali
razmišljati v tistih, kaj vam jaz iščem. Najprej se boste naučili osnov izhajanja, kako se to naučiš, da probaš. Kajti v zadnji vrsti ste vi tisti, ki boste morali obrednotiti vsak članek ali knjigo, ki boste morali. To je vaša naloga. Torej, zdaj, ko smo malo razčistili, kaj se lahko pričakuje, kar pa svoje ne pomeni, da če vi iščete konkretno knjigo, vidi se eno vprašanje, nekdo ima problem z italijansko zakonodajo, če ima naslov, kaj točno išče, okoliče opičale, mi lahko pošlje naslov, čim več stvari, ki jih pozna, ali naslov, avtor, ali je to številka v uradnem listu, ali takoli, tisto pa eno, konkretno zabiva. Bodite pripravljeni, kaj to pomeni, in ko boste šli mentorju, in ko boste šli knjižničarju, ali to Nataliji, ali primeri, ali katerem okolju v vašem kraju, kjer živite, bodite pripravljeni, pomeni. Vedeti morate, kaj hočete. Dosti študentov prije k meni, pa ko vprašam, kaj radi nekaj na temo. In potem, ko naslednje moje vprašanje bolj specifično, se začne s komigovanjem. Ni bil pripravljen. Torej, da prišparate meni čas, predvsem pa sebi, ker časa nimate, prosto to treba povedati. Ko se pripravljate za pisanje diplome, če ste si namenili 1 leto, bodo 2 leti bolj realni. Ponavadi je 3 leta. Toliko iz izkušnji. Eni to pravijo 6 mesecih. Super, ker so pripravljeni. Budite tudi vi. Zapišite si vsa vprašanja. Vsak ima izkušnja verjetno, ko je bil pri zdravniku, recimo, pa ga je nekaj sprašal, pa to. Čim je stopil v čakalnico, si želel 3 vprašanja, ki bi ga moral vprašati, pa ga nisi, ker si 3 minuto pozadil. Torej, trening, gledajte, in intervju, da si zapišite vse. Ne zajema dosti časa. Kaj ti nišče ne bo upravil vašega dela? Oziroma, tako sem že prevedal, kaj lahko pričakujete od mene, kje iskati, kako iskati, vrednotenje vašega naloga. Kje so problemi? Prvi se boste pravzaprav po vseh ljudih študija soočili, sva ste pisali seminarske naloge, ampak prvi se boste soočili za to obsego in po kompleksnosti za nečim nepredstavljivo velikim. 150 strani, ne imači takšni napisati. Mogoče so vaši kolegi, ki so zdaj začeli bolonjski študij v nekem lažjem položaju, pa sem zadnji šel diplomo, ki je ima 14 strani. To mali, Skratka, jaz sicer še nisem gospod tega prebaviti, ker mi ni čisto jasno, kaj to pomeni, kaj pa to ne Ok, pustim pa, Zadraž boste morali ogromno literature, nepredstavljivo ogromno. Že za izpite ste morali naštudirati špehe, gospodarsko pravo, pa tako naprej, za aplikacijsko medicino. Zdaj vas čaka še dodatno. In pa kaj najhuje, večina od nas bo imela tudi v tujih jezikih. Redki bodo tisti, ki bo imeli neko tako temo, kot je profesor Holcman povedal, da se bo vrtelo okoli tistih zakonikov, ki jih je našel nekje tam, kje že nekje prelekije. Tudi to je že omenja metodologija, to je en glavnih problemov. To velja upoštevati njegova svet. Še enkrat si dajte pogledati zadeve v to metodologije pripravčnika. In seveda, vezana metodologija je potem interpretacija podatkov. Če bo metodologija slaba, bo tudi interpretacija za malo. Vsi tisti, ki bo tudi Kje začeti? To pravzaprav, ena tako večno vprašanje. Tudi to ste že pravzaprav slišali od profesora Holcmana. Najprej treba imeti ideja. Tudi tu je bilo neko vprašanje, kako izbrati temo naloge. Izberite enostavne teme, če imate možnost. Izberite lahke teme, če imate možnost. Da na tej stopnji, ko delate diplomsko nalogo, ne si zadajati nemogočih zadev, ki vam bojo vzela leta in leta, na koncu pa ne bo stiga prav dosti več, kot pa če bi izbrali nekaj vam primarno. Najprej, tema vas mora zanimati. Če vas nekaj ne zanima, niti študirati. Vsak izpit, ki vas ni zanimal, je bil mnogo težje naštudirati kot tisti, ki je bil vse malo privlačen. To je že en tak faktor. Razmišljate o tem, da ko določate temo, da ni ne preširoka, ker tega pravzaprav nihče ne bo
niti spustil skozi, recimo, ne? Ali pa preoska, ne? Ponovali dam do poslovce, da ni tak primer, recimo, ne morate si izbrati, recimo, problem, črnski problem v Ameriki, ne? To ni za diplomsko nalogo primerno, ne? Seveda pa, ne, če bi pa rekli, ne, problem črnsko vprašanje v Bronxu v letu 76, ne, je pa spet tako specifično polsko, da ne o te literature tudi, ne? Zdaj, ko razmišljate o tem, tudi to imejte v mislih, malo se razgledajte že preko literaturi. V času študija je sigurno bilo nekaj simpatičnega, nekaj. Ni nepomembno, koga boste izbrali za mentorja. V 4 letih ste v varsi kaj slišali, v varsi katerem profesorju večinoma drži. Zdaj, jaz nekaj ne poznam, ampak vidite, o čem govorim. Ne? Dober mentor je zlata vedno. Ne zato, ker bi bil, ne zato, ker je pripravljen, ne samo tudi časovno biti na voljo, recimo. Ne? Morate vedeti, da niste edini, ki bo pri njem dela diplomo. Malce od tudi isterijo, doktoratov in tako naprej, predava 7 tja leti na konference, časa ima zelo malo. Taki, ki je pripravljen z vami kaj narediti, pa nam kaj. Ne, da niso ostali. Zato je pomembno to, da si delo organizirate. Zdaj, jaz sem sam namreč taki, ko mi v mini organizacijo dela, moja se seveda bistveno razlikuje od tisto, kar so splošno sprejete nekaj. Ne? Moja misel gleda organizirano drugače kot pa vaša misel. Imejte svoj red. Tisti, ki vam bo najbolj pomagal. Če je to pomenilo razmetano mizo, dokler vidite, kje je kaj, je to vaša stvar. Sistematika. Ne? Ves čas boste nekaj zbirali. En članek, eno knjigo, tam neko idejo. Malo si sortirate, malo si mečete nekaj predalničke, malo si zlagate po kupčki. To vidno pomaga. Vsem spada absolutno na španšnico, mislim, da še posebej v tem delu. Ko vam prije dobro misel, da še si imaš dober stavek, nekaj istočnica, nekaj takega, takoj zapisati. Čez 10 minut se boste za manj poslušali spomniti, kaj za vraga je dobro listo, da je tako lepo spomnila. Ni več, je zginila. Pri citatih je nedopustno ne takoj zapisati, ker boste naslednji trenutek pozabili. In da vam povem, ko vi nekaj mesecev intenzivno delate na neki temi, se vam na koncu zdi, da že sanjate določene stavke in se vam zdijo, da so mogoče celo vaše. Ne, zato zapisujte, kje ste to pobrali, karkoli ste pobrali. Vaša naloga je, da citirate. Ne, da si izmišljujete toplo voda. To doben od vas ne pričakuje. Tu profesor Holzman govorijo o inovativnosti znanstvenih. Seveda, na nekem drugem nivoju. Od vas se pričakuje predvsem korektnost. In citiranje je točno tako. Korektnost. Vaša naloga mora biti znanstvena korektnost. Če bo pri tem še dobra, super. Ne pozabite, da je vse na vaše ime. Morali boste vložiti v digitalno knjižnico, da vsak da bo lahko pogledal. Tako. Malo strah ne. A to se lahko preveri že prej, ali to pa čist na koncu narediš? To bo kolegica povedala na koncu, da ne bi. Zdaj pa nekaj takih pomožnih metod, ki bomo kar našli brainstorming, to vsem nekaj slovenske besede, mind mapping, ti programe, kot je scanning, pa skimming, pa razumete. Zdaj pa da razložim kaj pomožno. Preko se neko ogromno literatura je programi, neskončni vrste. Kako zdaj to obvladati, da pravzaprav bo to časovno tudi možno. Najprej že pri tem, ko boste zbirali neko idejo za vašo temo, ali pa karkoli, kjer boste imeli nek problem, ki bo zadeval vašo nalogo, brainstorming. To pomeni, da se lepo sedete, si vzamete papir, si vzamete svinčnik in vse, kar vam pride zvizi za tem, s to vašo tematiko, pišete. Nekaj besede, potem si vzamete čas, pa to pogledate, kaj se bo izličilo s tem. Še lepše je, če vam kdo pri tem pomaga. Sošolka, sošolec, ki je pripravljen, mogoče celo več, da delate skupaj, ker vsi imamo nek določen nabor besednega zaklada, razmišljamo pač na določeno, še upravljamo podobne besede. Nekdo drug pa mogoče čist neki drugi problem, ko bomo omeniš recimo črna kaja. Na mesto smetana videli, plažna. Skratka, to. Mind mapping. To je podobna zadeva, ki v bistvu, da to zgleda lepo, si lahko tudi narišete zraven. Človeški
Mozek je narejen na tak način, da dosti krat lažje sprejema neke slikce, kot pa recimo besede, ki so, no? In asociacije, ki tudi povezujejo. No? In mind mapping je ena taka zadeva, kjer si date v center vaše pozornosti glavna zadeva. No? In potem lepo delate z ljudmitka. No? To se da tudi lepo prikazati. Hitro branje. Vi boste morali zelo hitro pregledati zelo dosti literature. Kako zdaj to narediti, da ne boste rabili prebrati od A do Ž vsega? Temu sta namenjeni tudi metodi scan in pa spin. Kaj te pomeni to? Mogoče da bo še vam to pokazati? To je en znanstveni članek. Da ne rečem, kaj se vidi, ampak bom dobro opisal. Tam, ko je rdeče gori, to je naslov. Rumeno so avtorji, zeleno je povzetek. Modro je uvod. Tule še jaz ne vidim, kaj pišem. Ampak verjetno nekaj na začetku, uvodno predvidanje. Na koncu zeleno je pa diskusija, pa zaključki in rdeče spet čisto na koncu se reference. To je približna struktura znanstvenega članka. Jaz sem to zrezal iz večjih, da se to vidi vse na eni strani. Se pravi, ko boste vi imeli v rokah te članke, ali boste vi imeli na računalniku, prvi način je iz naslova, da te zvedli zelo dosti. Vsi težimo k temu, da bi se v naslovu vedlo, kaj želimo pravzaprav povedati. O avtorju vam povedalo, če ste že z avtorja slišali, je že neka dobra referenca. Če še niste, še ne pomeni, da je slab. Ampak, v redu, je tudi ena zadeva. Ena pomembnejših zadev je povzetek. Tudi vi ga boste morali napisati svoj diplomsko nalogo. To je na nek način ljudje, obstajajo ljudje, ki se samo s tem ukvarjajo. Pisanje povzetkov, ker je to umetnost. Ti moraš v teh par nekih besedah celotno bistvo tega članka in to je tisto, ker se vaše oko mora ustaviti na povzetku. Iz njega boste takoj videli, me zanima, me ne zanima, pogojno me zanima in zlagate na kučke. Jaz nekaj pripomnim, tule v iskanju sem naletela na enega, ne vem, gospod Bogomir Mihelc, mislim, da je bil profesor na Ljubljanski univerzi in mojega področja, s katerega pišem, je tudi nekaj pisal in je rekel, da ni toliko veliko napisal, ampak da se ukvarja s pisanjem povzetkov zdaj. In je rekel, da naj povprašam svoje kolege na pravni fakulteti, študente, če bi kdo to delal v okviru prakse. Zdaj, ne vem, mogoče bi se to preneslo na oglasno desko, če bi kdo bil za to. To je dober trening. To je dober trening. Pa še plača. Ja, najbrž, ja. Ja, neka malinka. Tako, če lahko vam pošljem, mogoče... No, skratka, povzetek je tisti, ki vas bo najbolj zanimalo. In tisti 3-4 stavki boste vedeli, tako sem že povedal. Če slučajno še takrat niste čisto prepričani, ker mogoče omenja nekaj statistike, pa nekaj, pogledajte naprej, ampak samo na tiste zadeve. In na koncu se ostavite pri referencah. To je napotilo, če iz vašega področja, na literaturo, ki viščete. Vi morate imeti tudi ne samo literaturo, ki jo boste uporabili, ampak morate se zavedati tudi literature, ki obstaja na podobno nekaj primer, recimo. Mogoče bomo prav prišli. Da se vrde malo nazaj, na koncu pa pripravniki vseeno veljam, na koncu, ko boste imeli, se tudi sami veste, primarni tekste, da smo že nekaj omenili, ustava, zakon in tako naprej, počasno branje. Se pravi, za take trenove stvari pa ni variante, da bi to preskočili na, zato ker morate včasih tudi, recimo, sodne odložbe. To brez tiste argumentacije, ki uporabljajo na nekaj temeljnega potem doktor, bistvo prava, pravzaprav povzeta. Tako da, in pa se pravi kritično branje, ki vam prije tudi drugače. No, to je en tak primer, recimo, tega mind mappinga, kjer je okoli tega centralnega pojma izpeljano v različne daje. Ok. Kje prežijo nevarnosti pri naši nalogi? Če treba cel kup. Če kada se upravljate številkami, da bo upravljal neke ankete ali statistike in bo tudi zbiral literaturo na temo, je ravno spet vprašanje tiste metodologije zelo pomembno. Vse, kaj boste zbirali, mora se približno skladati. Vi ne morete vzeti recimo 2 anketi, v eni anketi boste imeli vzorec, ker so intervjuvali 5 ljudi, drugi pa 800, ne gre skupaj. To je treba paziti. Pri številkah je to se hitro zgodi. To je že, da ne ponavljamo spet metodološke napake in te
napake nevišnjega sklepanja in nakazovanja, ko boste poskušali nekaj za A, B, C, pa v bistvu je A, tako naprej. In pa tisto, ko je že nekdo danes omenil, ne plagiatorstvo. Na tej krajni stopni se to zelo hitro zgodi, ker vsa dela, ki jih prežvečiš, prebereš, ponotranjiš in se ti včasih zdi, da je ena krasna ideja pač tvoja. Zelo dobro preveriti, ker tudi, če nekaj tem naredite to, je še to vidno plagiatorstvo. Vi ste do konca odgovorni za to, da to se ne može dogoditi. No, in zdaj, ko ste zbrali s popredalčkami vso literaturo, ki jo imate, odprete office in kaj se čaka prazen papir. In to je dejansko najtežji dan. Dejansko najtežji dan in to vsak, ki se ukvarja s pisanjem ve. Ali je to, ne vem, poročilo za službo, ali je nekje, če ni ravno neki obrazec, nas smo vsi držali na teren. Ampak tu pravzaprav ni pravega recepta. Slišali ste že prej, ko smo se na začetku pogovarjali o nekih razmerjih med uvodom pa med sklepom pa med tisto sredino, ki naj bi bila tako je tudi to vprašanje, kje začeti. Jaz pravim, da začni tam, kjer se počutiš doma, kjer se počutiš udobno. En del naloge je sigurno v tisti dispoziciji, ki si jo napisal, ki ti bolj leži in ti manj smrdi kot ostali. In začnite pisati. Preprosto po tistem, kar vete najbolj, pa je to sredina, proti koncu, ni bistveno. Začnite pisati. Zakaj je to pomembno? Pomembno je zato, ker če nimate nič napisano, ne morete nič popravljati. Ko boste napisali ene 3-4 strani, tu tisto, kar se vam mogoče šlo na bruhanje, kar ste napisali, ker to vam pač ne bo šlo skozi, boste lahko to začeli obračati, pa črtati, pa ni bote tisto. In boste prišli do mnogo boljših strani. Enkrat, dvakrat, mogoče trikrat, potem bo mnogo lažje. Na začetku je pa vse to grozno. In tem se da pazite. Nažalost, spravim, za tiste, ki so malo starejši, to mogoče ne velja, za vse te mlajše pa Bog se usmili. To slišimo od profesorjev, seminarskih nalogah je... Ne, treba se potruditi, nekaj vseeno damo na jezik, kljub temu, da ste dali lektorirati po vsej verjetnosti svojo diplomsko nalogo, tako da še ni rezervni slabist, da bi to zmogel vse sam, ampak vseeno olajšate mu malo dela. In predstavljate si vašega mentorja, potem vse člane komisije, ki bodo brali vašo nalogo. Postavite si vedno v tisto nasprotno kožo. Nihče ne mara tako pri govorjenju, recimo, da uporablja mašina. Kot sem že napisala, tega ni treba napisati, čim manj ponovljena fraza. Če ste vsaj nekaj seminarskih dali skozi teh 4 letih, potem se približno vete, o čem govorite. Samo vaja to prinese. Kdor nima časa, žal, bo plačal malo večjo ceno, ampak tak pa že. In zdaj imate že nekaj napisano, prvo verzijo. Absolutno, tudi če ste v takšnem časovni stiski, si vzamite vsaj en vikend, pa odložite, sploh ne pogledajte, ne razmišljate, ne vodite stvari. Morate nekaj časovno distanca. Ja, to pravi. Vsaj nekaj takega, da se mora. Večkrat boste morali to vaše morali prebrati. Kar seveda pomeni tudi dodatna nevarnost. Kritično se sprašujete, ali je stavek, samo vam jasno ne drugi. 600-krat gre skozi nekaj, je tebi samo posebej razumela, da to je tak in kak lahko drugi drugače razumeti. Lahko, zelo je ostavljeno. Zato dajte kolinu ali pa sorodniku, nekaj preberete, da vam pove, kaj je on razumel. Mogoče malo bolj jasno. Smo pri zapletenih pravnih argumentacijah, včasih že pozabiš, kaj si na začetku napisal, kaj si na koncu, kaj si mislil. Budite previdni, ker mentori, kakorkoli so v stiski, oni so vsajalo vaši mentori in bodo opazati. To je sicer tako, imate ga. In še enkrat, na koncu, zadnji checking, je pa tali. Ali ste upoštevali sama vodila? Natalija je že govorila o tem, da se ta spremenila spreminja. To pazite, bodite pozorni tisti, ki boste začeli pisati v enem načinu, kaj boste morali spremeniti na koncu. Jaz mislim, da ne bo zahtevalo nekih velikih naporov pri oblikovanju nekih način, da imate več nekaj, nič bolje.
Je Vprašaj, bilo zakaj? kaj omenjenega v uvodu ali pa kjerkoli, pa ste pozabili potem odgovoriti, ker ste pač že mislili, da ste nekaj drugi, ali pa ste, ne? To je, vedno se lahko zgodi. Ali je vse podprto z dovolj trdnimi dokazi? Ne? Glavne te argumente, ki jih imate, dajte še enkrat. Ali je vaša teza dovolj jasna in povzira vašo nalogo? To je ena največjih nevarnosti. Ne? Rdeča nit naloge mora biti, kakorkoli boste začeli z nekim splošnim nazadnjem, mora iti potem na konkretno in mora biti jasno, vidno, kje to teče. Ali bi lahko še kaj dodali? Na koncu se pa spomniš še ene čudovite stvari, da bi moral nekam stišati. Če je dobra, jo dajte. Če ni, da drugič. Ali je naloga ravnotežena? Tudi to je bilo omenjeno, tistih predvsem 5 strani na začetku, 5 na koncu, 50 vmes. Vmes pa tistih 50 strani ste posvetili recimo nekemu minornemu vprašanju 10 strani, onemu glavnemu vprašanju pa samo 3, to vas vsi gledali, pa na zagovoru boste imeli problem. Obratno, da se bom povedal. Ok, zdaj pa da se to abstraktno zvenilo, sem izbral nekaj hipotetičnih primerov za zaključnega dela, ampak to seveda ne bo z pravnega vidika, ker jaz nisem pravnik, in ne smem dati pravnega sveta, lahko vam pa dam knjižničarstvo informacijske. Pa da vidimo, kako to zgledalo, recimo. Recimo, da imamo to nalogo, kršenje človekovih pravic na primeru izbrisanih stvari. To bi lahko bila ena dobra diploma. Mislim, da celo obstaja en partner. Torej, kaj smo prej rekli, kaj je zdaj pomembno? Ključne besede. Kaj vse lahko ustvarimo iz tega naslova? Kaj so tu bistveni elementi tega naslova? Vse je do človekove pravice na centralnem mestu. Kaj je povezano, s čim je povezano, so pisani z registrom prebivalstva, z državljanstvom. Govorimo o Sloveniji, v katerem času se je to zgodilo, v času po osamosvojitvi, kjer je tudi ena temeljnih stvari bila secesija, nasledstvo v duši Republike Jugoslavije. Ključeno je seveda, ker je za človekove pravice vedno tudi mednarodno pravo, vprašanje državnosti in tako naprej. To je samo en ožji izbor nekih ključnih za to. In to so tudi ključne besede, ki vam pomagajo, takrat, ko iščete, to govorim za to ravno, ko iščete literatura. Vi se ne boste vtipkali v Google kršenje človekovih pravic na primeru izbrisanja v Sloveniji, ker boste dobili malo. Ampak, ko boste pa vključili to za vseh teh vidikov, pa boste dobili mnogo več in boste lahko zbirali. Zdaj, ko ste izbrali ključne besede, dali v te naše podatkovne baze proizvedbe, ste nekaj odbili, vi pišete za nalogo in kaj je? V vodu boste morali neko ozadje podati. Zdaj, kako je profesor Kolsman povedal, nikoli ne govorimo samo o čistem pravu. To so tudi metode, sociološka, pravna, zgodovinska in tako naprej. To je eminentno tudi, ko je vsem to jasno znamo, da gre za politično temo. To pravi, da je tudi politično ozadje in tudi pravno ozadje. Ko bomo potem videli, na tem primeru, da je bilo glavno politično ozadje na pravno. Torej, zdaj spet lahko na pamet rečemo, da glede na to, kaj imamo za temo, katere ključne besede smo izbrali. Kot pravniki, zdaj poznate po vseh 3 letih, kateri so to mednarodno pravni dokumenti, ki zadeva. Da vas ne omuči, da je profesor Kolsman se spraševal, gremo. Splošna deklaracija o človekovih pravicah, Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic, mednarodni pakt. Skratka, to že na pamet vemo, kateri so ti dokumenti pod primarni, ki nam tvorijo osnovo za naš predmet. Potem gremo na noter. Vsi vemo. Najvišji akt neke države, ki nam garantira človekove pravice, je ustava. Konkretno primeru, da nas sledijo zakoni, ki so v tem primeru zakon o državljanstvu. Če državljanstvo nimamo, za nas velja zakon o tujcih. Ali celo zakon o urejanju statusa državljanov drugih držav. Primeri izbrisanih, pred par leti je Slovenija sprejela zakon o povračilu škode osebam, ki so bili izbrisani. Se pravi, zdaj že imamo mednarodno pravne dokumente, spletne strani nosijo delno nevarnost. Tako smo za Google rekli, da nosijo nevarnost, tako tudi katerakoli spletna stran ima neko tisto neautentično stvar. Razen v primeru, kadar gre recimo za uradne inštitucije. Te ponavadi pazijo na to, da je to relevantno. Naši akterji so kaj? Ministrstvo za notranje zadeve, ki je bilo ta lani izbris. Ministrstvo za pravosodje. Brano pravice Ustavno sodišče.
vrhovno sodišče. Potem imamo civilne institucije civilne družbe. Mirovne institucije ukvarjajo z izbrisanjem. Društvo izbrisanih ima svojo spletno stran. In na koncu razsodba je pa Evropsko sodišče za človekove pravice. Zadeva Kulič in drugi proti Sloveniji. Znani primer, vložba, ki je vrlo Slovenija spoštovati. In mislim, že proti vložbi. Torej, zdaj smo naš kup kar raste dokumentov, ki jih potrebujemo. Pol pa prehajamo na te sekundarne vire, ko smo že prej omenili. Pobis uporabljate za knjige, ker pobis vsebuje celotni knjižni fond slovenskih knjižnic. Tu je domače knjige in domači članki. To je pomembno, ker nekatere knjižnice tudi časopise delajo članke našega po bazi. V Umniku ne boste dobili slovenskih člankov, dobili jih boste pa v povisu. Nekatere revije so noter. Še več, ki vas zadevajo, so v tistem News Info. Tam imajo prav te pravniške revije, od pravne prakse, Revus, da bomo štijali dalje, odvetnik, kjer boste dobili tekste. Umnik uporabite predvsem za tuje knjige, seveda elektronske knjige in pa znanstvene članke. News Info vsebuje zakone, osebno prakso, komentarje, veslo, ki bo omenila Natalija, pa Hajno Online. Še enega zadeva. Relevantnost vira. Tudi na začetku je profesor Volšman govoril, da je znanost, da je bila bi tudi interpretirana drugače, recimo. Ampak, bom rekel na konkretni primer, recimo izbrisanje. En najbolj pišočih naših pravnikov, najbolj oglaševalnih, magister Matej Škrivic, ki se ukvarja ravno s primerom izbrisanjem, ki je v bistvu nudil brezplačno pravno pomoč, je ogromno napisano v tem. Zakaj to govorim? Ko boste iskali recimo njegove članke, da boste dobili zadetkov še pa še. V vaših delih, v vaših diplomih lahko uporabite samo tiste članke, ki jih on uporablja v znanstvenih revijah. On se ogromno oglašal v tistih bralcev. Tistih bralcev ne more prebrati znanstvenih del, to pozabite. Če bo on avtor članka v pravni praksi, ok. Če boste uporabili njegovo recimo ločeno mnenje, ki je bilo pri odločbi Ustavnega sodišča sprejeta, recimo, lahko. Jaz sem v Financah najela en članek od enega profesorja, ampak je bil navaden članek v bistvu. Finance niso znanstveni del. Poglejte, najbolj enostavno, kje nimate reference. V Jani, recimo, lahko čudovit intervju da je bil Sparjan Kocmek, vaš profesor, kjer bo on razlagal mogoče celo nekaj o gospodarskem pravu ali pa gospodarskih družbah, kar je sicer zelo simpatično. Ampak samo v primeru, da boste vi pisali mogoče njegovo osebno biografijo, kot predmet, recimo vaše disertacije, boste mogoče lahko pogojno uporabili, da pač v tisti Jani, Zari ali kaj je že, omenil tudi nekaj takega. Ampak še to ne bo omenjeno kot znanstveni vir, ker to ni. To ni. Tako da, ne gre o tem, kdo je napisal, ampak kje je napisal. Ja, eno vprašanje, kje pa to ugotovimo? Reference nekega članka. Če so reference, noter niso. Opombe. V Jani opomb ni. Ali Jani spominja. Na kak način ugotovim to? Pogledate članek. Ampak pravim, že... Dobro, jasno mi je, če je v Pavlihi napisan, da to ne more biti, nekaj uporaben vir, ampak... Kako pa naj ugotovim, če recimo... Znanstveni časopis ima tudi več drugih kriterijev, zakaj je neki časopis znanstveni. Ponovadi ima tudi neke recenzente, ki so navedene. Ima neki uredniški odbor. Ne more vsak da napisati članek. Tudi Jana ima uredniški odbor. Ja, nima pa recenzentov. Vi, ko pošljete članek, tam ne bo en recenzent za strokovnega, znanstvenega vidika vašega članka popravlja. In vi tudi ne boste napisali od spodaj, da to, kar ste povedali, smati pa te reference. Izjeme so mogoče recimo v nekih področjih, kot je književnost, pravo,
tega ne dopuščajo, sploh v družboslovje, do tehniki, mislim, da teh zadeve to ne razumem. Čaka vas ogromno dela iz videz neke obskurne zadeve, ki si misli, da neki stvari so in se naberejo. In vi morate imeti pregled, ker mogoče ne boste vsega uporabljati. Ampak če vam nekdo na zagovor rekel, zakaj pa niste tega uporabljali, boste vedeli, zakaj niste. Zato pravim, da boste mnogo več prebrali, kot boste uporabljali. In zato rabite ogromno več časa. Zato uporabljate te metode, ne zadržujte se na nepomembnih stvari, hitro ugotoviš iz tistih stvari, če vam to odgovarja. In tako pravi. Ne komplicirajte s temami, ker še niste dali to, izberete si res tiste, kar vam je blizu, kar vam je. Da bi samo na koncu še rad povedal te zadeve, ki so pomembne in to bodo pomenijo lašem. To je knjigo danes povedal. Ta oddanja bi sob si najte ljudi. Se pravi, kdo nima statuse in tako naprej, naj se piše v knjižnice, da se vsi pri Nataliji mogoče enkrat povedala tudi ta točno naslov, uporabniško ime, katero geslo morate imeti, da boste lahko od doma živeli po vam. Ista registracija v Uniji, kar bomo omogočili, si vse to shranili. Zakaj bi potem bo nekaj bilo še enkrat, pa 5-krat, ker ste nekaj že naredili. Tale Adobe ID pa Adobe Digital Edition, če boste Google tipkali, sobaka, vam bo točno dal stran, na kateri se brezplačno prijavljajo. Svoj mail morate dati, ker bo tudi vaš mail bo tudi uporabniško mesto. In to vam bo omogočilo, da boste te elektronske knjige lahko uporabljali. In pa ta use info dostop. Naračunajte si 6 mesecev, ki vam je potrebno, da spijete svojo nalogo. In takrat, ko boste že dovolj daleč, da boste res rabili konkretne stvari, dajte in potem to vaše diplomsko. Takrat da bodo objavljeno v digitalne knjižnice, pa najbolj še tam splače se vam. Dobro, Dirija. Primer, prej, ko smo se odgovarjali od virov znati, tako. Recimo, jaz imam temo nasilja nad starejšimi in profesorka me je sama usmerila na revijo Kakovostna starost, da so noter članki. To je dovoljeno ali dovoljeno? Revija, se revija, jaz zdaj na pamet ne vem za nobeno revija. Se to, zdaj, če profesor to odobri kot končno delo, da je to sestavni del, pol, a znajo biti na težave kot temu? Ne. Zdaj, gledajte, če boste vi uporabili, ampak to seveda ne more biti osnovni vir vaš. Ne, to je samo... Kot en izmed virov, pa verjetno je lahko... Samo na točko v enem poglavju. Zdaj govorim na pamet, jaz bi to revijo moral videti, takoli. Tu so tako včasih so malo zabrisane, nekaterih, sploh recimo določenih glasilih, glasilih strok, recimo, ker so mejna področja, ker imate včasih kako referenca spodaj, pa imate neki odbor, ki nekaj, ampak tiste stroge, pomenov, recenzije, pa to, kar se smatra, kar lahko pogledate v tih bazah, kar se smatra za znanstvene revije, so kriteriji mnogo bolj strogi. Pri nas je mogoče malenkost nižje, ampak še vedno veljajo podobne stvari. To konkretni primer, lahko bi pošli tudi pomenilo, ni problem, da se prevedi se. Mi bomo pa skočili zopet malo korak nazaj na vire. Pa me zanima, če kdo od vas uporablja kakšno orodje za organizacijo, za citiranje virov. Zotero. Super. Še kdo? Pa vam je všeč? Vam deluje? Deluje, ja, recimo, ne? Ja. Orodje je ogromno, vsa imajo približno enake funkcije, se pravi zbiranje podatkov o naših virih in literaturi, organizacijo referenc in pa oblikovanje referenc po naših potrebah, se pravi citiranje med pisanjem naloge. Zdaj nekaj orodij sem tukaj izbrala, recimo Citavi, Zotero, EndNote. Pobliže vam bo pokazala EndNote, če pa koga zanima katero drugo, pa se tudi lahko potem še pozneje na mene obrne, pa tudi lahko to prikažem, lahko si pa tudi sami pogledate, ker ta orodja niso težka. EndNote je produkt podjetja Thomson Reuters, ki je, kot je že Natalija povedala, lastnik tudi baze Web of Science in zato, ker smo mi naročeni na ta servis Web of Science, imamo na univerzi brezplačni širši paket osnovne verzije EndNote Weba.
Zato vam priporočam, da če se boste odločili, da boste uporabljali tole orodje EndNote, da si naredite račun na območju univerze, ker vam bo par stvari več omogočalo. Ne? Imeli boste nekaj več stilov citiranja, več možnosti uvoza, ampak načeloma pa se lahko račun naredi vsak. Na območju univerze? To misliš? Ne, vsak. Osnovno verzijo lahko vsak dobi. Mi imamo še pač določene dodatke, ampak... Osnovna verzija je plačljiva, kot fizična oseba, če jo uporabljaš. Ne, osnovna verzija ne, ampak če se boste prijavili na območju univerze, IP-ja univerze, boste imeli malo več stvari v tej osnovni verziji. Obstaja tudi desktop verzija, ki pa je plačljiva in jo še mi nimamo. Da se bom jaz kar prijavila. Bistvo tega je, da vam bom pokazala, kako podatke o vašem gradivu prenesete iz, ne vem, Hobisa, iz Umnika v EndNote, si na to instalirate en brezplačni program, SiteValueWrite, s pomočjo katerega vam potem citira ta program v Wordu, ko boste pisali nalogo. Že imam tukaj kar nekaj stvari noter. Program omogoča tudi, da če imate, če kakšno delo mogoče dva pišete skupaj. Je kdo tak tudi? Ne, dobro. Omogoča tudi, da se ena skupina virov in literature, da ureja več ljudi, ki imajo tale EndNote račun. To se vidi tudi s tole ikono modro. Zdaj, od vas je odvisno, kakšne mape si boste uredili, lahko jih imate 50, lahko imate 2, to je odvisno od vas. Tukaj imate tole v formatu SiteValueWrite plugin. To je pomembno. Zdaj pa, da ne bomo preveč zavlačevali, gremo kar v Hobi. Da vam pokažem, kako se gradivo prenese. Lahko iščete po vzajemni kataložni bazi ali pa po lokalni, ne? To je vseeno. Se pravi, lahko iščete po katalogu vseh slovenskih knjižnic ali pa po katalogu samo vaše knjižnice, samo po katalogu kar je druge fakultete. Sigurno kaj. Takole. Imamo neko gradivo. Pogledamo, rečemo, aha, to pa to bom uporabil pri mojem zaključnem delu. Gradivo odnesemo v košarico. Takole. Izberemo prenos za osebno uporabo. Tukaj se potem odločimo za format zapisa-opis. Izberemo vrsto prenosa na zaslon in se strinjamo s pogoji uporabe. Pravi, gradivo označimo, damo v košarico, izberemo prenos zapisov za osebno uporabo in tukaj spremenimo format zapisa v RIS, vrsto prenosa na zaslon in pa strinjamo se s pogoji uporabe. Potem potrdimo. In tale TXT shranimo na naš računalnik. Takole. Vse to si zdaj ne rabite pisati. Vse imate tudi tukaj na spletnem mestu raziskovalni vodiči, ne vem, če jih poznate. livguides.ukm.um.si. Tudi če pogooglate, boste našli. Imate tukaj izmed teh vodičev tudi Zotero in EndNote. Pa si lahko pogledate. Tule Hobi. Imate kar slikce zraven, tako da si ne rabite vsega pisati, ne? Tako. Mi smo tukaj ostali pri tej datoteki. Pol si to enostavno prenesemo v EndNote
je to. In pol lahko pozabimo na te stvari, dokaj ne začnemo vesti. Drug prenos je hitrejši. Če tega še pokažem. Recimo, premik. Načinov prenosa je ogromno. Vsak si izbere tistega, ki mu je najbližji. Še damo. Eden od načinov je, da greste in si izberete gradivo in ga označite s klikom na tele pluse. So tele mape. To pomeni, da boste gradivo prenesli v mapo. Potem gremo pogledati v mapo. Izberemo še enkrat oziroma označimo gradivo, ki ga želimo in izberemo gumb izvozi. Zdaj, če želimo, s tem rečem polavtomatski prenos podatkov, potem pustimo tukaj, če pa želimo direkt export, pa izberemo tule direct export v EndNote Web in shranimo. In naši podatki so se prenesli v EndNote. Žal, pri prenosu iz umnika ne moremo mi določiti, v katero mapo nam bo to shranilo. Vedno se podatki prenesejo v Unfilled. Da gremo tukaj pogledati. To so tile zadetki. Kolik pa samo označimo in prenesemo v skupino oziroma mapo, ki mi želimo. Lahko je to nova, lahko pa je že obstoječa. Redo. Gledati. Če želite, lahko podatkom pripnete tudi članek. Članek pripnete s klikom na tole priponko. In izberete Attach Files, pa potem sam poiščete datoteku oziroma članek, ki ga želite pripneti. Prostora imate pa 2 giga na voljo. Mislim, da je pa kar dovolj. Pri vsakem prenosu bi še rada poudarila, da je potrebno biti malo pozoren tudi, kaj se prenese. Načeloma ni nekih večjih napak. Je pa dobro, da greste vse noter pogledati, če imate vse strani, če je založba v redu na pravem mestu, za vsak slučaj, da ne boste imeli pol težav pri citiranju. Tukaj si lahko tudi napišete še kakšne vaše zapiske, ne vem, bodi pozorno na 3. odstavek, 3. stran, karkoli. Tako. Potem pa greste v Word in začnete pisati. Prvo morate vedeti stil citiranja. Citiranje med pisanjem. Se pravi, program ste si naložili in v Wordu se vam pojavi nov zavihek EndNote. Izberete stil citiranja, v vašem primeru bo to APA. In potem greste in izberete Insert Citations. Poiščete vaš citat oziroma referenco, ki jo želite vstaviti. Ko boste vi pisali neko zaključno nalogo, boste vi točno vedeli, aha, ta odstavek, pa zdaj pa moram citirati tega pa tega. Iščete lahko po priimku, ključnih besedah, naslovu, vse vam bo našel in potem enostavno kliknete Insert in vam bo program citiral tukaj med besedilom in spodaj med viri in literaturo. Avtomatsko.
V katerem programu smo to zavodili? EndNote. Ja. Z EndNote si naložite site value write, ki se vam potem pripne v Word. Site value write najdete tukaj v EndNote pri format zavihku, site value write plugin. Možno pa ga instalirati tudi z tega mesta, options pa download installers. Da, vse eno. Tako da, če boste uporabljali kakšen takšen program, ne boste več rabili razmišljati, kje je vejca, kje je presledek, on to naredi namesto vas. Pozorni pa morate biti, da je vse po abecednem vrstnem redu med viri in literatura, ker EndNote pozna angleško abecedo, ne pozna č-ja, ž-ja, š-ja. On bo dal to vse na konec. Med viri in literaturo pa mora biti abecedni vrstni red, se načeloma ponavadi tak. In če imate nekoga, ki se piše, ne vem, čeh ali pa čebula, ga bo dal EndNote na konec. Pod vse vira, potem to ročno v Word prenesti. Ročne popravke svetujem, da delate čisto na koncu, res, ko že vse drugo naredite, ker če boste vi nekaj ročno spremenili in boste potem šli nazaj v site value write in boste še neko drugo referenco vključili s pomočjo tega programa, vam bo EndNote povozil čisto vse ročne popravke v zvezi z citiranjem. Bo naredil vse tako, on misli, da mora biti. Tako da to res tisto na koncu, da ne boste imeli glasovati. Zdaj, danes nimamo časa, da bi šla v podrobnosti, ampak vse baze omogočajo nek način izvoza podatkov. Tako da, če slučajno se sami ne boste znašli, se lahko tudi na mene vrnete, pa vam pomagam, če ne boste našli tudi v teh vodičih kar nekaj baz. Zdaj pa bi šla potem kar na nalaganje naloge v DPU. Razen, če imate kakšne vprašanje v zvezi z EndNote-om ali pa kakšnim drugim programom. Ta orodja nujna, tole pomoč. Pomoč, lahko vi ročno Super. Ja, ampak je pa No, to je fajn, da že veš pred dispozicijo. Ko ste izbirali literaturo, je lahko znati, če že tako da imate vse tisto, kar ste uporabili, je zbrano. Ne boste več iskali, kam ste zavrnili. Tudi se lahko notičke zraven not zapisujete, imate že točno lahko napisano, ta knjiga, prvo poglavje, tretji odstavek, to je pomembno, ne vem, ta članek, glej samo na sredini. Opombe se lahko pišete, in to je pomembno, ker pri solati 100 člankov, ko boste sproti, ko boste prebrali, si zapišite pa, to vam bo ostalo. Se samo potem hitro pogleda skozi, morate vedno ugibati, da spet kaj je pisano. Še slučajno malo to kako spico narediti, oziroma kako seminarsko pred diplomskim delom, zaključnim delom, pa recimo nek profesor zahteva drug stil citiranja, ko vi mislite, da je, ne vem, Harvard ali pa kaj druga, lahko potem samo s klikom na stil citiranja tukaj spremenite avtomatsko. Narabite vi ročno. Pa to pomembno tudi, če boste kdaj objavljali kakšne članke v revijah, pa boste poslali vaš članek v eno revijo, pa bo rekli, ja, mi tega ne bomo objavili, boste poslali v drugo, pa bo tam drug stil citiranja, da se ne boste bolj celi mesec hecali s temi citati, samo enkrat skliknete, pa je to to. Načeloma pa APA stil citiranja? Kjer? Načeloma APA. American Psychological Association. Da ne bodo širili stil citiranja, povek Chicago. A Chicago? Ja, stilov je na tisoče, res na tisoče. Vsak ima neka svoja pravila, eni so se kar precej podobni. Je pa fajn, če pišeš, pa ne rabiš se s
tem kar dosti obavljati, ne. Ko sem jaz pisala moje zaključno delo, sem porabila 2 tedna sem zato, da sem citate uredila. Zdaj pa smo tam, ne. Nalogo smo napisali, vse je v redu, treba jo je oddati. Pomembno je, da veste spod tisti, ko nimate statusa mogoče več, da si uredite digitalno identiteto. Če nimate digitalne identitete, gradiva ne boste imeli dodati. Digitalno identiteto si podaljšate na referatu. Prosim, za prijavo ne spite, to je digitalno. Skratka, če ste v dvomi, pojete v referat. Tam vam uredijo to. Geslo za vstop v digitalno knjižnico Univerze v Mariboru, isto kot za AIPS. Če si boste digitalno identiteto uredili danes, boste v DKUM se lahko prijavili komaj jutri. 24-urna sinhronizacija je. Drugače pa je postopek zelo enostaven. Izberete tukaj oddaja dela za študente. Tu imate tudi priloge, ta je posebej v redu, postopek oddaja zaključnega dela, kjer imate preko zaslonskih slik prikazano, kako se delo odda. Prijavite se, kot sem rekla, z vašo digitalno identiteto. Tukaj. Ko se prijavite, ko kliknete na gumb za prijavo, se vam odprla tale stran. Ne se vstrašiti. Tu iz tega seznama morate poiskati Univerzo v Mariboru. In potem izberete, pa se prijavite. Zdaj, če boste iz tega seznama zbrali, ne vem, osnovna šola v Slovenski Bistrici, ne, pa se prijavili z digitalno identiteto, ne boste prišli nikamor. To prvi znak. Jaz vam zdaj za postopek podaje tukaj prikazala v naši testni verziji, tako da je tu postopek prijave malo drugačen. Se pravi, smo se prijavili digitalno identiteto in gremo oddati naše zaključno delo. Izberemo novo gradivo, tu so podatki iz AIPS-a. Da lahko vi oddate vaše delo, mora biti tema prijavljena. Če tema nimate prijavljene, ne boste mogli oddati. Ne, lahko boste prišli v DKUM, ne boste pa mogli oddati delo. Čak prijavljena je, kot potrjena? Ja. V AIPS-u mora biti, tukaj tu pride iz AIPS-a. In potem se nam odpre tale postopek oddaje. Najprej na vrsti vpis nekih osnovnih podatkov, se pravi naslov, povzetek v slovenščini, ključne besede, potem podatki v drugem jeziku, zopet povzetek v angleščini, ključne besede, potem spole so mentorji, če slučajno vam koga nimate napisanega, lahko dodate. In zadevo shranite. Če tega ne boste izpolnili, se vam izjava ne bo izpolnila, ki je pa potem naslednji korak, tako da to morate imeti izpolnjeno. Shranite. Povzetek je lahko v nemščini? V tujem jeziku, ja. Jaz sem navajena, da je angleščina, kar to ne je nemščina. To mora biti tudi naslov, mora biti nemščina. Naslov tudi v nemščini. Ja, bolje vse ključne besede. Drugi korak je torej izjava. Izpolnjena izjava v PDF-u. Že imate potem vse
izpolnjeno. To večinoma, zdaj ne vem, kako je pri vas, večinoma dajo to v tiskano verzijo, no tudi tiskana, ja. To date, da sprintate, podpišete in date v tiskano verzijo vašega dela. Pomembno je, da je vaša tiskana verzija enaka, identična elektronski verziji, to garantira izjavo istovetnosti. Gremo nazaj na tretji korak. Prenos gradiva, se pravi, tukaj boste naložili vašo zaključno delo. Kot sem rekla, mora biti identično, mora biti v PDF formatu, to je obvezno. Lahko oddate samo en PDF format, ne sme biti zaklenjen. Lahko pa še dodate vaše zaključno delo zraven tega PDF-a v Wordu, ampak to čisto po želji. In pa zraven lahko dodate kakšne druge zanimive stvari, ki mislite, da spadajo zraven, ampak niso pa dejansko del naloge. Ne, ker PDF mora biti identičen. Te priloge oddate pa v datoteki. Postopek sam je zelo enostaven, s klikom na izberi datoteko, izbrali naše zaključno delo. Jaz bom zdaj izbrala en strojno generiran dokument. Potem, ko boste datoteko naložili, boste dobili že kar obvestilo, da ste datoteko uspešno shranili. Ne boste pa nič pomenilo, da bili, da ste bolj naložili. Včasih sprašujejo. To datoteko boste lahko tudi pozneje, če se boste vrnili na to stran, zbrisali. Dokler ni vaše delo zaklenjeno in potrjeno in javno objavljeno, lahko vi to spreminjate. Pomembno je tudi vedeti, da za tale naslednji korak poročilo detektorja podobnih vsebin. Če boste vi spremenili datoteko, se bo poročilo zbrisalo, ker poročilo je potem veljavno za tisto, kaj ni več. In če boste vi, ne vem, en stavek spremenili, boste na novo naložili v PDF, boste morali ponovno še enkrat sprožiti detektor podobnih vsebin. To lahko prej, kaj preizkusiš, predno vaš. Ja. Mislim, oddati morate to v Ja, ne, predno oddam mentorju in lahko prej var preveriti. Ja. Kaj je lahko? Ja. Tukaj potem pišete vašo elektronsko pošto, pa elektronsko pošto vašega mentorja. Ja, sem tu pa mentorja, ne napišeš, ne, za poročilo. Umestno poročilo, ja. Umestno poročilo, ja. Pa ko dobiš, da je vse ok, pa ga napišeš. Ja. To vas ne sme biti strah, ne. Temu našemu detektorju podobnih vsebin velikokrat rečejo detektor plagiatov, ne, ampak v bistvu ni, ne, je detektor podobnih vsebin. On sam pove, kaj je podobno, ne. On ne reče, ti si pa to prepisal, ne. On reče, to pa to je podobno kot v dokumentu, tem pa tem, poleg pa odvisno od vas, od mentorja, da vi to pregledate, da greste skozi, da vidite, če vse korektno citiramo. In na koncu kakšna komisija, preden je zagovor, ki preverja to plagiat, to narekovaj? Mentor, ki to preverja. Samo Ker on bo ocenil, a je spuščeno kak citat, ali ste pozimali, pa ste spregledali mogoče kaj, se lahko potem zapraviti. Načeloma tako. Prav komentar, da je izjavo, da je v redu, to je tudi obrazec, potem je to referat. Zdaj bom sprožila izdelavo poročila tega strojnega dokumenta. Poročilo je narejeno skoraj v trenutku. Če traja več kot 3 ure, pomeni, da je prišlo do neke napake, pa potem
pošljite sporočilo na DKUM podporo, imate tukaj spodaj tudi naslov dkum@umo.si. Po možnosti priložite kako ekransko sliko, potem mi hitreje ugotovimo, v čem je težava. Odgovarjamo na pošto redno, tako da, če boste vi poslali, ne vem, do 2 ali pa 3, v enem dnevu bo še tisti dan odgovorjeno. Da je poročilo pripravljeno, lahko vidite na tej strani, kjer ste poročilo zahtevali. Dobite pa tudi, kot sem že povedala, sporočilo na vašo elektronsko pošto. Tam je noter povezava, kliknete gor in pridete do poročila, ali pa ga izberemo tukaj. No, takole. Ogled poročila. Še biste lobi. Ne bi smelo biti. Aha, tako, saj je. Ne se vstrašiti, tu je definitivno plagijat. Za primer, ne. Tu je pokritost je skoraj 100%. Težko, da bi bilo to kar. Pokritost je en kamen. Da bi bilo kaj. Kako pa je sprejemljivo? Ni tega. Imate tudi, če boste kdaj v dvomih, si pogledajte tu pri oddaji Dela. Pogosto zastavljeno vprašanje, imate dobro razloženo. Detektor podobnih vsebin izpisuje odstotke vrednosti. Za katere odstotke se smatra, da je del odstotek. Takšen odstotek tam vstaja. Ker je odvisno, če ima dokument 10 strani ali ima 150, odstotek potem pomeni različno. Če pa vi neko idejo vkradete, pa lahko vi napišete, ne vem, vaše zaključno delo ima 500 strani, pa pišete vse drugo je vaše originalno delo, ampak če vi eno idejo vkradete, pa to potem plagijat. Ne, se kaj, če se jo sam spomniš, pa se en drug tudi, pa ne veš, da se To bo opozorila, no? Potem ste pač pogledali, to boste popravili, še pravi čas, no? Ker morate vedeti, da prav plagijate ugotavlja komisija, nikoli stroj, ne? Časa pa traja, pa enkrat se daš to, kar je zdaj gospa pokazala, da se pojde klene, da se nada več popravljati, ta postopek. Dokler referat ne potrebili. Vem, pa koliko je to časovno? Referat načeloma, v bistvu torej, takoj po zagovoru, zaradi tega zato, ker vi morate, pravzaprav morate pred zagovorom, in oni na dan zagovora načeloma zaklenejo. A ja, šele takrat? Ja, ker načeloma to pomeni, da ti lahko vmes še spreminjaš, še oddajaš druge verzije diplome, samo ti se moraš zavezati, da bo tista zadnja verzija, ki jo boš dal, istovetna tisti, ki si jo dal tudi v referatu. Ti lahko daš 535, če želiš, ampak zadnja verzija, ki si jo dal, tista pred, mora biti identična tisti, ki si jo dal v pisni obliki v referatu.